Škorpijoni, lepo pozdravljeni na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas povedala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že predhodno zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj s temi kartami bom pogledala splošno energijo za mesec januar in za vsak teden posebej. Preden začnem, bi rada samo še poudarila, da je to splošna napoved, zato ni nujno, da je vse, kar bom tukaj povedala, namenjeno točno tebi in tvoji situaciji. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Aha, ja. Zdaj še razdelimo na kupčke. Takole. Okej. Škorpijoni. V mesecu januarju imamo splošno energijo sedmico palic. Kar pomeni, da sploh tisti, ki ste imeli priložnost pogledati mojo napoved za december, takrat smo ugotovili, da bo december za vas, da je bil za vas kar težek, mislim nekako poln nekih zaključkov in tukaj je videti, da boste v bistvu nekako mogli braniti to svoje, nekaj boste mogli braniti. Jaz ne bi rekla, da bo to, mislim, bomo potem še točno pogledali, kaj točno se bo tukaj dogajalo, ampak na nek način boste mogli ostati prizemljeni in se nekako boriti za to svojo resnico. To, kar pač čutite, da je res, to, kar se želite naprej in to, kar nekako želite doseči v življenju. V prvem tednu januarja imamo asa novcev, kar je zelo dobro. Tukaj ve, da boste dobili neko, lahko je nek finančni priliv, lahko je neka materialna stvar, ki vam bo pomagala, da nekako stopate naprej v življenju. V drugem tednu imamo viteza novcev. Vitez novcev, se pravi, tukaj imamo zdaj že dva novca, kar lahko nakazuje, da bo največ v bistvu sprememb v vašem življenju na kariernem področju ali na finančnem področju. Tukaj je videti, da boste zelo zagnani, da boste imeli nek cilj v glavi in boste predani temu cilju, boste stopili proti njemu počasi, previdno, ampak vztrajno. V tretjem tednu imamo še enega asa in sicer as palic. Tretji teden bo nekako nek nov val energije, tukaj boste recimo to, kar boste tukaj hodili proti, mislim, tistemu, čemur se boste podali naproti, vam tukaj pride neka lepa priložnost, da v bistvu, da še lažje stopate naprej. In potem imamo ponovno kralja novcev. Dosti novcev. Super. Kralj novcev nekako kaže na to, da boste proti koncu januarja uspeli premagati vse te izzive, da boste ostali kljub tem izzivom trdo na tleh in dosegli nekaj pomembnega do konca januarja. Poglejmo zdaj točno, kaj se bo dogajalo. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke. Konkretne dogodke, ki bodo nekako, na katere bodo vplivale te energije, ki smo jih že tukaj razjasnili. Kot osrednji dogodek tega meseca je karta stolp. Karta stolp predstavlja neko tako preizkušnjo, ki ni glih prijetna, ampak vedno prinese s seboj neko zelo dobro lekcijo. Torej nekaj se zruši in jaz mislim, da tukaj boste škorpijoni nekako, zruši. Nekaj, kar ne funkcionira, se na nek način samo od sebe odstrani iz življenja. Tako nekako bi rekla, ni vedno prijetno, ampak kadar se prah poleže, takrat ugotovimo, da je bila v bistvu ta izkušnja zelo dobra. Poglejmo še lekcijo za mesec. S temi kartami bomo torej pogledali lekcije. Zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja in kako te dogodke najbolje izkoristiti v vašo korist. In imamo trojko palic. Trojka palic bo vaša lekcija, kar pomeni, da v bistvu iz vseh teh preizkušenj, oziroma vseh preizkušenj, vseh korakov, da iztisnete največ, kar je možno. Da res nekako izkoristite vsak trenutek vašega življenja v tem mesecu.
ker vam bo to v bistvu nekako pomagalo priti bliže vašim ciljem. Ok, pogledamo prvi teden, ko imamo asa novcev. Tukaj imamo svečenika, imamo karto smrt narobe obrnjeno in imamo trojko mečev narobe obrnjeno. Ok, se pravi, svečenik predstavlja neko osebo, lahko je nekaj trajnostnega, se pravi neko osebo, ki ima že neko določeno znanje, neke globoke izkušnje. To ste lahko vi, lahko je to neka, pač neka druga oseba, ampak je tle nekaj trajnostnega. Nekaj, že v začetku leta se vam bo zgodila neka taka situacija, recimo v nekaterih primerih je lahko to poroka, sploh ker imamo tukaj as novcev, poroka, zaroka, kaj v tem smislu. Lahko pa gre kot za neko, tudi neko, recimo pogodbo bi lahko tukaj šlo, ne pogodbo v takem uradnem smislu, ampak bolj nekaj, neko mogoče novo znanje, neka, mislim, tle je, kot jaz vidim, neko lepo priložnost, ki vam lahko odpre mnoga vrata v prihodnosti. In potem imamo karto smrt narobe obrnjeno, kar tukaj nakazuje na konec nekega težkega obdobja. Že tisti, ki ste imeli priložnost pogledati decembrsko napoved, že veste, da je tam bilo tudi kar nekaj kart smrti, če se ne motim. Bila je vsaj ena. V glavnem, nekako december vas je peljal po tej neki poti zaključevanja, nekih koncev. Lahko je to konec nekega negativnega, mislim, zaključevanje nekega negativnega obdobja, lahko gre za zaključevanje neke kariere, ki vam ne ustreza, mogoče nekega odnosa, ki več ne funkcionira. Videti pa je, da v tem prvem tednu, da se to obdobje zaključuje. Končno bo konec in tudi karta trojka src narobe obrnjena nakazuje na to, da je konec nekega težkega obdobja, ki ste ga škorpijoni mogli dati čez. Poglejmo lekcijo za prvi teden. Tukaj imamo dvojko novcev in imamo obešanca. Torej tukaj bi rekla, da boste mogli nekako uskladiti te energije. Zdaj, vaša lekcija bo, da nekako uravnate te vaše energije. Zdaj recimo, če ste nekako razpeti med kariero in ljubeznijo, lahko ta karta predstavlja, da boste mogli tukaj najti neko ravnovesje, mogoče se preveč posvečate samo enemu področju in drugo področje nekako trpi. Predvsem pa je obešanec nekako lekcija, da se tukaj ustavite, ne. Tukaj imamo v bistvu tole roko, ki gre tako ven iz morja in nekako se trudi to ohraniti ravnovesje. Tukaj pa imamo po drugi strani obešanca, ki mirno visi obešen na pač ta okvir in nekako čaka, da se nekaj razjasni. Torej tukaj bi jaz rekla, da nekako morate umiriti svoje življenje, da se nekako ustavite in tukaj bi sploh predlagala, da ne delate nobenih velikih akcij, nobenih velikih korakov, ampak da enostavno počakate, da se stvari razvijajo in odvijajo in potem vam bo to dalo dosti več jasnosti, kar se tudi vidi v tej karti, ker boste v drugem tednu potem že zagnani na neko novo pustolovščino. Tukaj imamo še enega viteza, in sicer viteza kelihov, imamo karto svet in imamo karto sedmico novcev obrnjeno narobe. Torej tukaj pride neka lepa priložnost pred vrata, v vaše življenje. Lahko je to neka romantična ponudba, lahko gre za, lahko boste tudi vi v bistvu pristopili do nekega problema bolj čustveno, lahko se nekam odmaknete. Ta karta včasih, ta karta in sploh, ker imamo še karto svet zraven, lahko ponazarja neko potovanje, neko daljšo pot, ali pa je nek premik, se pravi neko večjo spremembo, bolj tako spremembo v smislu distance, nekako, pač lahko pomeni, da se boste selili, lahko pomeni, da greste na kakšno potovanje, na kakšno poslovno potovanje.
Ni nujno seveda, ampak tukaj vidim neko tako priložnost, ki vam bo pomagala, da boste potem nekaj iz preteklosti zaključili, da boste končno, recimo lahko zaprli neko poglavje. Jaz bi rekla, da to težko poglavje, ki ste ga imeli v decembru in se bo še nekako nadaljeval v januarju, tukaj boste končno lahko to poglavje zaprli. In s tem, ko boste to zaprli, boste tudi kmalu začeli opažati neke rezultate. Vse, kar je bilo decembra nekako napeto, mogoče niste opazili, da se pod površjem, da se pod površjem ustvarja nekaj novega in tukaj, ko boste to zaključili, zaprli poglavje, boste videli, da nekaj nastaja nekaj lepega, neka nova semena rastejo, ki vam lahko v prihodnosti prinesejo nekaj res lepega. Poglejmo še lekcije za drugi teden. Imamo kralja novcev in imamo kraljico mečev. Torej, vaša lekcija v drugem tednu bo, da ste samozavestni, da ste ponosni nad svojimi dosežki, predvsem pa, da ne dovolite, jaz bi rekla tukaj, da ste predvsem tako ostri v smislu odločni, da ne dovolite, da vas druga mnenja, torej, tako nekako vidim, da se ne obračate tako kot piha veter, ampak da trdno stojite na svojih tleh, da se zavedate svojih dosežkov in tudi recimo odločno nekako stopite naprej proti novim potem. Okej, v tretjem tednu imamo ponovno dvojko novcev obrnjeno narobe, imamo cesarja obrnjenega narobe in imamo devetico kelihov obrnjeno pravilno. Okej, v tretjem tednu pride ta nova priložnost. In ker imamo tukaj dvojko novcev obrnjeno narobe, lahko pomeni, da bo ta priložnost, da bo nekako povezana s tole, oziroma bosta to neke dve zanimive priložnosti in sami ne boste vedeli, kako se odločiti. Tukaj boste imeli škorpijoni neke konflikte, nekako, mogoče bosta obe ideji delovali dobro, verjetno lahko pomeni, da ne boste mogli se odločiti za obe hkrati, ampak samo za eno, obe se vam bosta zdeli enako dobri in tukaj boste nekako v dvomih, kolebali boste, katero opcijo izbrati. In tukaj se tudi vidi, da je ta neka neodločnost, cesar narobe obrnjen predstavlja osebo, ki nekako ne ve točno, katere korake bi ubrala, ali pa je celo preveč taka rekla bi agresivna, ampak ne mislim tako kot fizično agresivna, ampak mogoče nekako, oziroma glede na to, da imamo tukaj dvojko novcev narobe obrnjeno, kot da tako nekako neodločenost, ne vem, neko mencanje, nekako ne boste vedeli točno, kako iti naprej, ampak je tukaj videti že devetico kelihov, ki nekako nakazuje na to, da na koncu boste uspeli najti svoj glas, da boste uspeli ugotoviti, kaj točno narediti v naslednjem koraku in to vam bo prineslo tudi neko veliko zadovoljstvo. Kot lekcijo imamo sedmico kelihov in cesarico. Okej, ja, tle vam bo torej manjkalo nekako ženske energije, vidim. Ženske energije v smislu, moška energija je zelo taka odločnost, struktura, organizacija, pravila, red. Ženska energija pa bolj nežnost, počitek, udobje, čustva, bolj taka energija, ne. In tukaj boste v tem tednu mogli bolj ta čustva dati na stran, ne. Ne toliko biti objestni, ne toliko se držati nekih pravil in mogoče nekih struktur ali pa pač okolice, ki nekako ima neka pričakovanja do vas, ampak da ste bolj izpostavite to žensko energijo, bolj lahkotno pristopite do problema. Tukaj tudi videti, da boste imeli ful nekih odločitev. Kot pravim, to sta lahko tiste dve odločitve, lahko pa bo še lahko pa bo še dosti drugih možnosti in nekako ne boste vedeli, kako se odločiti, ampak tu je pomembno, da ste v bistvu samo nekoliko bolj nežni in
nekoliko bolj sproščeni in tako boste potem tudi lažje ugotovili, kateri je vaš naslednji korak, ki vam lahko prinese neko zadovoljstvo. In kot vidim, boste uspešni v tem, ker imamo tukaj kralja novcev, imamo petico mečev, imamo kralja novcev narobe obrnjenega, ponovno, in imamo devetico novcev narobe obrnjeno. Se pravi, tukaj boste v bistvu kot kralj novcev boste uspeli, škorpijoni, nekaj iz preteklosti, mogoče neke odnose, ki vam škodijo, boste uspeli tukaj narediti nek prerez. Ne bo tak prijeten trenutek. Jaz vas vidim kot zelo tako hladnokrvni, mogoče preveč ostra beseda, ampak ne boste nič tukaj čustveni. To gre za neke osebe, dogodke, ki vas zelo obremenjujejo, in tukaj je videti kot poberete tisto, kar vam pripada, ali gre to za neke materialne stvari, ali gre to za neka katero besedo iščem, za neka ne vem. V glavnem tukaj gre za nekaj skratka, nekoga boste odmaknili v življenje. To gre za neko osebo, v glavnem, ki vam na tak ali način vas omejuje ali pa vam nekako neko negativno energijo prinaša v vaše življenje. Zdaj, tukaj imamo kralja novcev, ne, ponovno, se pravi dva kralja oziroma prav tri kralje novcev imamo pravzaprav. Okej. Tukaj boste zelo pogumni in videti je, da boste zelo ponosni nad tem, kar boste tukaj dosegli s tem konfliktom, mislim, s tem pač karkoli bo. Kralj gleda na to situacijo ponosno, tukaj ima nogo gor na svoji čeladi kot znak ponosa, da je premagal nekaj pomembnega, da je nekako se postavil zase in neke ljudi oziroma situacije odstranil iz svojega življenja, tako bi rekla. In tukaj imamo devetico novcev obrnjeno narobe, kar pomeni, da boste že videli. Zdaj tukaj gre lahko tudi kakšni škorpijoni, tukaj gre za konec nekega zelo težkega odnosa in tukaj potem kot samski greste naprej in vidite lepšo prihodnost v nadaljnje in lahko pa pomeni, recimo, če gre za kakšno karierno področje, da boste tukaj recimo lahko to neka stranka ali pa nekdo, ki vas kakorkoli ali pa kakšen poslovni partner, ki vas na poslovnem področju omejuje, in tukaj potem vidite, da boste samostojno stopili na to pot naprej, dosti bolj pozitivno in optimistično. Poglejmo še lekcije. Tukaj imamo kralja palic in imamo trojko kelihov. Ja, evo, zdaj, če pogledamo te karte, tukaj boste zelo odločni, energično boste tukaj naredili nek presek. To je vaša lekcija v tem tednu in kot vidim, jo boste odlično izpeljali, kar bo prineslo tudi veliko sreče in veselja ter možnosti za neka praznovanja. Okej, škorpijoni, pred vami je tak res pester mesec, ampak na pozitiven način. Videti je veliko vaše rasti, nekaj, kar se je že dogajalo pod površjem, kar mogoče niste videli, se bo začelo razvijati, bo začelo prinašati v vaše življenja neke lepe trenutke in veliko možnosti za napredek. Škorpijoni, upam, da vam je bila ta napoved všeč, upam, da ste se v njej prepoznali in da ste znali interpretirati vsa sporočila. Če karkoli ni jasno, pridite mogoče malo kasneje, sredi januarja, pogledajte si še enkrat in verjetno boste lažje potem ugotovili, kaj se na kaj nanaša. Če želite še kakšen bolj podroben vpogled, si lahko v vaši rojstni karti pogledate, katera znamenja prevladujejo in pogledate še napoved za tista znamenja. In ja,
To je to. Če vam je bila napoved všeč, stisnite kakšen like, tako jim boste dali vedeti, da si želite še več takih napovedi v prihodnosti. Če imate kakšno vprašanje, če vas karkoli zanima glede same napovedi, glede kart, glede mene, glede mojega dela, mi napišite spodaj komentarje. Vse komentarje bom prebrala in tudi nanje odgovorila. Če bi radi donirali, če je to nekaj, kar vas zanima, imate spodaj v infoboxu vse informacije. Prav tako imate v infoboxu še en kup drugih informacij, tako da si lahko preberete, če vas to seveda zanima. In to je to. Škorpijoni, želim vam lepo praznovanje novega leta, želim vam veliko uspehov v mesecu januarju in se potem konec januarja vidimo v novi napovedi za februar 2021. Hvala, ker ste bili z mano in čau!